Fras in Medvard in Fras in Medvard show. Žalostna novica prihaja iz sveta glasbe, namreč pri 75. letu, točno mesec po svojem rojstnem dnevu, je umrla pevka rojena kot Gaynor Hopkins, bolj znana kot Bonnie Tyler. Tako, valižanska pevka, včeraj je se žal poslovila z tega sveta. Sicer je nanizala milijon albumov, prodala 700 milijonov vsega, ne? Še je kar delala muziko, na zadnje lani sem malo gledal z Davidom Guetto, sta posnela pesem Together, v katerem je sampla njen hit tudi Total Eclipse of the Heart, sicer je tudi najbolj znana po teh hitih It's a Heartache, Holding Out for a Hero in pa seveda Total Eclipse of the Heart. Total Eclipse of the Heart in Bonnie Tyler, torej, ki je včeraj zapustila ta svet, nažalost. Tudi profesor Križanič se nam je pridružil. Ja, dober dan. Lep pozdrav. Ja, profesor. Sicer žalostna novica, ampak ena zanimivost mogoče, ko smo ravno slišali Total Eclipse of the Heart. Leta 83 je dosegla prvo mesto tako na britanski in na ameriški lestvici in s tem je postala edina valižanska izvajalka, ki je kadarkoli osvojila vrh ameriške Billboard lestvice, recimo, ne? In video spot za Total Eclipse of the Heart je bil eden od največjih hitov v zgodnji dobi takrat v MTV-ja in vedno znova je popularen. In zakaj? Zato, ker ob vsakem popolnem sončnem mrku znova skoči med najbolj poslušane komade. In hitro sem malo posurfal, kdaj je, ne? 12. august 2026, sicer ne tu najbolj viden pri nas, ne? Delni, ampak bo. Tako da pričakujemo spet da bo spet šlo. Med prvih 10. Zdaj tako že zaradi njene smrti verjetno se bo vse. Ja, pa best of in tak naprej. Tako. Ja. Ok. Super, hvala lepa. Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš? Profesor, dober dan še enkrat. Dober dan. Zdravo. Poleti leta 2003 je kraljevala na lestvicah Beyoncé in njen single Crazy in Love. In to je bil njen prvi solo single po odhodu iz zasedbe Destiny's Child iz albuma Dangerously in Love. In je tudi edina skladba tega leta, ki je zasedla vrh na obeh straneh Atlantika. V zadnjem hipu so dodali rap vložek od Jay-Z, s katerim sta se 5 let kasneje potem poročila, in to je bila tudi njuna prva pesem oziroma prvi ples za prvi poročni ples, tako ta Crazy in Love. Ja. Beyoncé je 4. julija letos presenetila oboževalce z izdajo nove skladbe Morning Dew. Gre za njeno prvo pesem po 2 letih, prvo novo pesem, izdala pa je brez neke napovedi, kar tak samo naenkrat. In skladba je povezana z bližajočo se 20. obletnico albuma Birthday iz leta 2006 in po prvih informacijah bo Morning Dew vključena na jubilejno razširjeno izdajo albuma, ki bo šla v začetku septembra ob njenem rojstnem dnevu, ki je 4. septembra točno. Napolnila pa bo 45 let. 45, komaj. Jaz sem tudi mislil, da bo. Jaz tudi mislim, nisem edini, da bo to zdaj enkrat tam neki 50. 81 letnik. Ja. Ne. Pa hudo bogo zgleda, ne? Glej mene, novi. No, dobro, zdaj. Ne bom zdaj komentiral. Dobro, ritma drugačno, ajde. Če ti tako praviš, ne? Jaz mislim, da bo tam pika samo, ko si rekel dobro ritma. Ja, meni ne, ker ima cepelin. Kruz, Coffee Crush tekma. Če bi slučajno želeli z nekaj lahkote spremljati svetovno prvenstvo v fuzbalu, imamo za vas eno super, fino, lušno, najpopularnejšo rešitev na svetu. Kruz, Coffee Crush, kavni aparat. Tako.
In dobite ga lahko tako, da pravilno napoveste izid Krups Coffee Crush tekme. V tem tednu je to tekma Francija-Maroko, ki bo danes ob 22. uri. Ja, in med vsemi, ki boste poslali pravilno napoved rezultata in obvezno zraven seveda svoje podatke na 051 220 220, bomo torej izžrebali nekoga, ki bo dobil ta najlepši kavni aparat na svetu. In to že jutri zjutraj, ne? Ja. Jutri zjutraj bodo izžrebali, vi pa ne pozabite, velja samo prvi poslani SMS. Torej, odločite se, premislite, pošljite ga lahko samo še do začetka tekme, torej danes do 22. ure. Ja, več podrobnosti pa najdete na naših družbenih omrežjih in tudi na totiradio.si. Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush, svetovni kavni aparati. Pozdravljeni, danes sedim tukaj v studiu kot predstavnik in zagovornik suhih južen. Ja, logično, ker tudi tako zgledaš. Ja, hvala lepa. Suhe južne, vsi smo jih že videli, posesali, odnesli ven, vrgli skozi okno, pustili pri miru in podobno. Ne? Ja. In mnogi sploh ne vemo, da se suhim južnam dela velika krivica. Namreč splošno znan in sprejet mit je, da so suhe južne zelo strupene, ampak nimajo dovolj strupa, da bi ubile človeka. Druga verzija tega mita pravi, da imajo najmočnejši strup na svetu, ampak nimajo dovolj močnih zob, da bi predrli človeško kožo. Vse to sem že slišal, ampak nič od tega ni res. Ok, jaz še nisem, priznam. No, suhe južne sploh nimajo strupa, to je prvo. In drugo, sploh niso pajki. Spadajo v red pajkovcev, ne pa med pajke. In sploh nimajo zob, da bi lahko ugriznile, ampak imajo škarjasta usta, s katerimi si režejo hrano. Kako neke ose pa to, ko imajo? Ja, spredi si pač nareže. In tudi ne delajo mrež, ker sploh ne zmorejo proizvajati niti. Kaj? Ja, Samo so. So. Mislim, vse jejo, ne, s temi pač, ampak drugače lovijo, na drugačen način. Okay. In nekaj zanimivosti morda, v redu suhih južn je okoli 6500 različnih vrst, od tega jih je v Sloveniji okoli 55. Dobro. Suhe južne so stare okoli 405 milijonov let. 405 milijonov let. 405, to je najstarejši fosil, ki so ga našli, je toliko star. Do danes so ostale bolj ali manj nespremenjene. Nič ni bilo treba spremeniti in zaradi tega so tudi eden od najstarejših kopenskih redov živali. Ne? Kar vre. In pa suhe južne, ki jih ponavadi vidimo pri nas doma, torej tiste najpogostejše, so vrsta, ki se imenuje pozidni Matija. Čudovito. Tako da zdaj lahko naslednjič, ne, Matija? Ja, vidi, gledaj. Ali pa vedno ne, če sam živiš, zdravo Matija, ne, da baš neko. O, pozidni, kaj zdaj? Sicer pa suhih južn nimamo radi, imamo radi zraven vsaj kaki jogurt, zdaj so pa južine. Ja, vem, da so južne, No. ampak ne bom govoril več čas suhe južine. Ja, moraš. Pač po domače so suhe južne. Dobro. Pa mokra kosila. Ja. Ok, tako da zdaj veste, ko jo boste videli danes, ki ziher nekje. O, gled. 700 milijonov let že hodi tu. Tako? Pa se ni spomnila, da bi si neke debele tace naredila. Fras in Medvard in Fras in Medvard show.